Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ogol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor Renace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku, YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Zdravo, Nace. Igor, pozdravljen. Tokrat smo se odločila, da bomo bolj kar sama, ne bomo gostovala drugih. Pa še kdaj tudi, da sama kako debato užgema. Mislim, da imamo po eni strani zelo podobne poglede, po drugi strani pa tudi se marsikje si mogoče nasprotujemo, pa tako že na terenu večkrat debatiramo. Smo rekla, da prenesemo mogoče pa... Veliko smo imela zdaj gostov, veliko je bilo debat, jaz mislim, da so oddaje zelo dobre, smo pa dobila tudi dosti dobre kritike glede najne prve oddaje, ko smo se pogovarjali o sami hitrosti. Mislim, da je bila po mojem najbolj poslušana, kakor smo gledali, tako da... So rekli, da bi bilo fajn še kak tak izsek oziroma tak format narediti, da samo malo predebatiramo stvari. Tako da za tiste, ko nas poslušate, pa ko vam je všeč tudi najno samo debatiranje, evo, tokrat malo po Evropskem prvenstvu, po 10 oddajah spet sama. Glede na to, da eni so že konc pripravljalnega obdobja, da smo zdaj ravno imeli tudi kondicijskega trenerja, ki prihaja v tem tednu ven, da ravno danes, ko snemamo, vidva tole, kjer smo bolj predstavili samo delovanje kondicijskega trenerja, pa kakve ima vse zadolžitve, ko pa to neke specifike razvoja določenih motoričnih sposobnosti. Pa smo midva rekla, bi mogoče danes se malo več pogovarjala o tem pripravljalnem obdobju, pa bomo spet eno motorično sposobnost malo ven izpostavila, če se strinjamo, ne? Seveda, normalno. Povej mi, do zdaj ti kot kondicijski, koliko si imel možnosti samega sodelovanja v pripravah, pa bomo zdaj pustila najno sodelovanje, da si sedel v tistem 6-5 tedenskem ciklusu, ko ga imamo ponavadi, se pravi poletni cikl, vemo, da ponavadi trajajo nekje 4 do 5 tednov, zaradi tega, ker je malce krajši, sploh tile zdaj Mura, Maribor pa Domžale, ko so igrali Evropo, so mogoče imeli še kak dan manj. Zdaj za ostale večinoma si vzamemo nekje 5 tednov, ker je pauza samo 14 dni do 3 tedne, da si igralci malo odpočijejo. Koliko si imel ti možnost, ko se je skoraj z nule začel postavljati to pripravljalno obdobje, da sodeluješ, v katerem obdobju bo več moči, hitrosti, vzdržljivosti in tako naprej? Pa v bistvu en del se začne že pred začetkom teh uradnih priprav, ko se ekipa zbere, ko igralci ponavadi dobijo neke individualne plane. Je to ponavadi bila moja zadolžitev, v bistvu, da se pripravi že na koncu prejšnje sezone, da se splanira v bistvu to obdobje, ko bojo igralci prosti. Nažalost je to obdobje ponavadi res zelo kratko, če sploh je. Po eni strani, če imaš srečo, ga nimaš, zaradi tega hočem reči srečo, ker to pomeni ponavadi, da si igraš kakšne kvalifikacije evropske, ali pa imaš to smolo, da igraš dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi ali pa pač za prehod v naslednjo ligo, v višjo ligo. Tako da časa za počitek igralci nimajo veliko, je pa tako, smo se tudi z Srdžanom zadnjič pogovarjali, pomembno v bistvu, da bi vsaj en del tega obdobja izkoristili za počitek. Ne čist pasiven, ampak mogoče ta aktiven počitek, da igralci presedlajo, prešaltajo mogoče na kakšne druge aktivnosti, da razbremenijo mogoče ta gibanja, ko jih najbolj uporabljajo med samo sezono, to so skoki, teki, spremembe smeri, čisto nogometne zadeve, pa bi mogoče skozi kakšne druge športe vseeno ohranjali svojo aktivnost. Je ta čas, kar se mene tiče, zelo dober,
da se da narediti neko dobro podlago tudi z vidika razvoja moči, ker vseeno ta razvoj moči, ko se mu bomo mogoče kasneje spet malo bolj posvetila, ni toliko, da rečem, high impact, tako so razni teki spremembe smeri in lahko dejansko z pametnim načrtovanjem narediš zelo dobro podlago za prihodnjo sezono, brez da bi dodatno preveč obremenjeval telo. Tako da v bistvu moj del se začne že tu, v tem času, ko so igralci prosti, da se jim en del delegira, na kak način, v bistvu, da se jim svetuje, na kak način naj se spočijajo, pa hkrati ne bojo čist na miru. Po drugi strani pa normalno že pred začetkom nekih skupnih priprav dobijo oni svoje plane, da bi naredili čisto osnovno, bazično pripravo, tekaško in pa mogoče neko preventivno, zaradi tega, da ko se začnejo priprave, da se mogoče lahko štarta že z nekega višjega nivoja. In to sva se tudi midva že večkrat pogovarjala, da v bistvu v tem kratkem obdobju priprav od 4 do 6 tednov, ko jih imamo, je toliko vsebin, ko bi jih morali predelati, želeli predelati, in z vidika kondicijske priprave in z vidika tehnično-taktičnih stvari, da je skoraj da nujno, da bi igralci v bistvu ta čist bazični del priprav opravili sami. To se verjetno tudi sam strinjaš, da je to v bistvu na nek način njihova dolžnost, da pridejo z nekim levelom pripravljenosti že na priprave. Jaz moram reči, da se v glavnem sprašujem v vseh teh pripravljalnih obdobjih, koliko je malo zmede v tem poletnem obdobju, ko imamo mi samo teh 5 tednov ali pa 6 tednov časa, napram temu, da imamo po zimi skoraj 10 tednov časa za priprave. In da je bolj smiselno v tem poletnem delu samo nekje nadaljevati tisto, kar smo že mogoče v prejšnjem sezoni počeli, in samo spremembo, ta nek ruker v načinu dela ali pa dodajanje vsebin, da se pač več stvari pol dodaja v tem zimskem obdobju. Ker je pa tudi pač drug problem, da po poletnem obdobju se ti konča v bistvu. Se ti je konča, se začne nova sezona in ponavadi glavno kadrovanje več ali manj poteka vseeno v poletnem obdobju, kar pa ponovno pomeni, prihajajo igralci iz različnih klubov, rečemo, da je pri nas še kar dosti trend, da se menjuje lahko tudi po 8 ali pa več igralcev v poletnem obdobju, kar pa pomeni, da so vsak igralec je navajen nekoliko drugačnega režima treniranja iz drugih klubov, kar pa smo se tudi že pogovarjali, da je to največji problem. Ko dobimo novega igralca, takrat je največ poškodb zaradi tega, ker je sprememba načina treniranja, in da je zelo pomembno potem, kako mi zapeljemo v to poletne priprave, da bomo lahko v sezono prišli zdravi pa pripravljeni. Sicer, če se mi primerjamo z ostalimi športi, je pa spet tisti drug zanimiv aspekt, če se mi pogovarjamo, da so zdaj pred vrati olimpijske igre, vemo, da atleti imajo 4-letni cikl, ko se pripravljajo za to, da bojo v 4. letu dosegli nek vrhunec sposobnosti. Mi moramo biti v bistvu že po 5 tednih pripravljeni, da bomo lahko tekmovali, pa da ne bomo imeli poškodb, pa da bomo lahko tekli, pa da bomo dobivali duele, pa da bomo plus, hitri, da je to 20 plus igralcev, ko jih moraš uskladiti, pa da bomo tehnično, taktično na nivoju, zato da bojo tudi gledalci radi prihajali gledati to našo igro. Zdaj ti vem, da si sploh pri mlajših selekcijah dostikrat tako deloval, ko si prevzel ekipo, si vedno rekel, jaz imam prve pol sezone v bistvu za to namenjenih, da se ekipa privadi na moj režim dela, da se malo uskladimo, poenotimo in v zimskem pripravljalnem obdobju jaz naredim največjo spremembo. Je to res, še vedno gledaš na tak način? Še vedno poskušam na tak način delati, ker to, kar smo si rečemo dan zadala, da se bomo v moči pogovarjala, moram reči, da me je vedno fascinirala ta transformacija telesa, je pa dejstvo, da če želimo videti spremembo, bomo potrebovali 3 do 4 mesece. Mislim, mi lahko spremembo vidimo že po 4-5 tednih treninga moči, to pač vemo, da z treningom mase bo v enem tednu približno 1 kilo dobiva igralec gor, s tem, da
potem vprašanje, koliko bo sposoben teči. In pridemo pač v nek konflikt interesa, a je boljše, da je močna, je boljše, da lahko teče. Ker moje mnenje je pa tudi to, da v teh 5 tednih, tudi če mi gremo v moč, še ne bomo pa zaktivirali dovolj mišičnih vlaken, da bomo to vse skupaj transformirali v hitrost. Mogoče bo igralec imel dober občutek, ampak jaz mislim, da tisti pravo rezultat se bo pokazal šele tam v enem 4. mesecu, ko bomo načrtovano trenirali. Tu je pomembno tudi, če ima igralec predhodne izkušnje z delom na moči. Zdaj, če govorimo o mladih igralcih, pa da jim ti prvič uvajaš nek tak trenažni proces, je smiselno namenoma zavleči to tudi v eno leto, ta razvoj, da se podaljša, ravno zaradi tega, da se tudi ostale strukture pripravijo, tako si rekel, na večjo mišično maso, na večje sile, ki vlečejo na njih, ker vemo, mišica se najhitreje prilagodi, potem so pa kite, ligamenti, kosti in vse ostalo. Tako da je tudi to treba upoštevati, ker se tudi pri članskih igralcih dogaja, da so določene ekipe, ki pod raznimi trenerji niso recimo sploh navajeni delati specifične moči oziroma recimo fitness treninga, in tu, če prevzameš tako ekipo in začneš z njo delati, je sigurno smiselno podaljšati v bistvu ta cikl ne samo na 4, 6, 8 tednov, ampak dejansko, da si malo dolgoročnejše zadaš razvoj moči, torej da ne prehitevaš dogodkov, ker hitro pride do tega, da v bistvu ti eksplodira nazaj v glavo, da imaš pa po 2 mesecih veliko pojavnost poškodb, namesto da bi imel močne igralce končno, ki si jih pripravljal na to. Meni je tu pač glavni problem vedno nastal, da v primeru, če mi želimo delati moč, v tem obdobju bomo zelo težko trenirali pač neko vzdržljivost. Ker tudi sicer to, kar se midva pač pogovarjamo, tudi o tem mikrodozingu, pa skozi trening določene stvari pridobivati, jaz mislim, da to do neke točke ali pa do neke ravni gre, ampak če mi vseeno želimo povečati količino, belih mišičnih vlaken, zaradi tega, ko nam proizvajajo velike sile, pa bomo zaradi njih na koncu tudi pač hitrejši, bomo pa vseeno morali v enem obdobju riskirati mogoče malo vzdržljivosti, in zato sem jaz pač rekel, da ta zimski del, ki sem jaz ponavadi jim dal, če so igralci bili v 1. tednu decembra konec, tisti, ki so pač bili pripravljeni na takšen način treniranja, smo takoj šli v fitness, ampak smo pa opustili ostale stvari. Se pravi, ni se veliko teklo, ni se ostalih stvari delalo in se je v tem prvih 4 tednih se je delala izključno masa. Tako da smo nabijali maso, vsi so pridobili tam od 3 do 5 kil, povprečno je bilo nekaj čez 4 kile, kar je bilo za, če ga je kdaj klubski trener tega igralca srečal, je bil malo šok, ampak potem ta masa se je samo prelevila ali pa stopila, ohranili smo pa tisto neko kvalitetno preživčenje mišičnih vlaken, zato da so igralci pač ostali dovolj hitri. Vse v teh metodah, pa o tem se lahko pač midva pogovarjamo, ker boš ti verjetno še malo boljš, pa tudi približno veš, kaj sem jaz delal takrat v fitnessu, ker smo midva vsem skupaj delali. Sigurno, jaz sem delal in po tvojih programih in normalno tudi kasneje smo sodelovali, da sem jaz kot izvajalec teh programov oziroma smo bila čisto sodelavca. Tako da poznam normalno tvoj režim in se tu dosti strinjam. Zato tudi sem rekel, da v bistvu je to ta off-season je zelo pomemben za igralce, ki želijo napredovati, ampak tako smo se zadnjič tudi v tem zadnjem podcastu omenili, ki pride danes ven, tako si omenil, je dosti pomembno, pač to usklajevanje, da vseeno igralci vejo, da je to obdobje, v katerem je pauza, in morajo pametno načrtovati, da se ne ti samo vržeš noter zdaj in noro treniraš, ker prišle bo spet 6 mesecev, ko boš v bistvu zelo močno obremenjen na tak in drugačen način. In je zelo pomembno, da je kvalitetno načrtovan ta del treninga izven sezone, zaradi tega, da pol v sezoni prvo ni poškodb in kot drugo igralec ne pride utrujen na priprave. Fajn je, da so spočiti vsaj v glavi, če nič drugega. Mislim,
pa ne da se spočiti tako ali tako telesno, ampak da tudi niso nasičeni vsega, ker vemo, sploh te zimske priprave so problematične z tega vidika, da ponavadi se odigra en kup pripravljalnih tekem, in igralec, ko pride do prvenstvene prve tekme, je v bistvu že odigral pol prvenstva, če gledaš pripravljalnih tekem, se tudi 8, včasih 10 tekem odigra, in je v bistvu lahko psihološko zelo monotono za igralca, kome čakajo ponavadi, da pride že tista sredina februarja, recimo v prvi ligi, da začnemo končno igrati. Da se igra za točke. Da se igra za točke, ne samo trenira pa čaka, da se bo nekaj zgodilo. In to je zelo specifika na našem področju. Po drugi strani pa nam kot trenerjem da zelo možnost v bistvu velikega okna, da razvijemo, ali so tu energetske komponente, motorične sposobnosti, pa tudi normalno vse ostale tehnično-taktične stvari, ki jih želimo prilagoditi. In se strinjam, ta prvi del sploh po koncu prvenstva jesenskega dela imamo čas, da se igralce v bistvu na nek način zapre v fitness in da se do začetka priprav dela dejansko na moči, na masi oziroma predvsem na masi, da dobimo to kvalitetno osnovo, iz katere lahko pol skozi priprave tudi razvijamo torej maksimalno silo in pa hitrost, eksplozivnost. Jaz bi tu še sam rekel, da če se mi zdaj pogovarjamo izključno o moči, smo se mi dva tudi zdaj za ta poletno pripravljalno obdobje dogovorila, da bomo štartala v prvi trening čist neko klasično, tisto, kar so igralci pri nas zaenkrat navajeni, pa upajmo, da bomo počasi tudi to spremenili, neko repetitivno moč, da potem bomo pa naredili neko klasičen fitness na igrišču z dražljajem povečevanja mišične mase, da bomo potem nekje v tam 3., 4. tednu pa že začeli kar z aktivacijo. Zdaj, če bi pa mi primerjavo delali te moči po zimi, sem pa jaz rekel, da že same prve 4 tedne bi jaz izvajal, pa bi tudi še vedno izvajal samo maso, samo da se pridobi, da s tem jaz mislim, da se tudi mišica pa živčno tkivo dosti zaščiti, da je lažje potem prenašajo vse nadaljne napore. Zelo veliko je tu odvisno od, tako smo prej rekli, od kvalitete oziroma od tega, koliko je igralec navajen. In takrat, ko je igralec navajen teh obremenitev, ko je že dlje časa v nekem procesu, ga ti lahko recimo relativno na nekoga, ki ni navajen, zelo močno obremeniš, pa ne bo čutil tok te intenzivnosti. In se da v bistvu z majhnim volumnom, veliko intenzivnostjo v sezoni zelo dobro ohranjati tisto, kar si pridobil izven sezone. Ta volumen mora biti precej manjši, kot si mogoče mislimo. In zaradi tega je toliko pomembno, da mogoče malo riskiramo en del, tako si rekel, ali vzdržljivosti ali drugih sposobnosti, razvoja drugih sposobnosti v pripravljalnem obdobju, da naredimo to osnovo z vidika moči, ker je potem ta visok nivo veliko lažje ohranjati z nekim manjšim volumnom skozi sezono. Če ga hočeš pa povečevati, pa se tudi da, tudi ni spet treba toliko veliko inputa v bistvu dati. Ja, jaz se zdaj, ko sem gledal Euro, pa ko gledamo malo količina teka, tudi vidimo, da se količina teka samega volumna počasi zmanjšuje. Se pravi, če smo govorili še par let nazaj v Ligi prvakov, da je bilo normalno, da so igralci tekli po 11,5 do 12,5, zdaj prehajamo v bistvu bolj na 10,5 do 11 km, ko jih delajo na tekmo, kar pomeni praktično kilometer manj, ko so delali. Na drugi strani pa je pa tega visoko intenzivnega teka je pa precej več, v bistvu se pa te številke se pa dvigujejo. Zdaj, ko se pogovarjamo o moč, hitrost in vzdržljivost in vse skupaj, meni tudi tako se ves čas v teh naših debatah pogovarjamo, da igralec, ki je hitrejši za visoko intenziven tek, potrebuje potem delno manj energije, kot pa igralec, ki je počasnejši, da bo sploh prišel do visoko intenzivnega teka. Nižji odstotek njegove maksimalne hitrosti predstavljajo. Kar bi pol pomenilo tudi, da bi bil lahko bolj spočit v določeni fazi tekme napram tistemu počasnejšemu. In iz tega vidika je tudi pač meni bilo dosti preprosto, da sem se odločil, da rajše v prvi fazi poskušam narediti več na hitrosti,
zato da potem lahko delamo ostale stvari in da se je igralcem tudi pač laže. Ne. Zdaj, kar pa je največji problem v tem trenutku za mene, je pa to, da še vedno v Sloveniji sam fitness ali delo z utežmi, ker tako na najlažji način pač pridobivamo neko maksimalno moč ali pa eksplozivno moč, ne. Je pa še vedno tak zelo velik tabu in igralci bojijo ali pa izogibajo fitnessa, pa sprašujejo, zakaj je to potrebno in tako naprej. Na drugi strani pa tudi ostali nogometni strokovnjaki, ki niso tako dobro seznanjeni. Zdaj, hvala Bogu, pač vidimo, da je vse več kondicijskih trenerjev v klubih noter, ki to tudi na nek način forsirajo, je pa dejstvo to, ne, kar smo se pogovarjali tudi z Srdžanom, ne. Ne moramo delati nogometne moči ali pa nogometne hitrosti, ne. Mi pač ali razvijamo hitrost, ali razvijamo pač eksplozivno moč, ali razvijamo štartni pospešek, ampak vse na koncu bo prišlo do tega, da če ne bomo imeli dovolj moči, ne bomo mogli do tega priti, ne. Pač moč je osnova v bistvu vseh ostalih tudi telesnih sposobnosti, fizičnih sposobnosti. Ti ne boš mogel biti hiter brez moči, ne boš, mislim, tudi vzdržljivost. Če si ti sposoben več sile sproducirati, bo tvoje telo manjše breme, teža tvojega telesa manjše breme predstavljala v bistvu za nošenje okrog in boš, tako si rekel, manj energije porabljal, ne. In je tu sigurno osnova, je pa dejstvo, da se strinjam, marsikje se ne dela dovolj še vedno, ampak jaz tudi vidim, trend se zelo močno obrača, tudi igralci sami, če že ne v klubih, igralci sami zdaj iščejo neke individualne trenerje in se obračajo v bistvu na pomoč strokovnjakov, da sploh tisti, ko se zavedajo, da imajo nek potencial in imajo neko dodatno željo, grejo zelo v to, da v bistvu delajo individualno na moči, ker je tu enostavno osnova. Oba dva vema, kak drugače igralec gleda po tem nekem ciklusu, ko ga narediš kvalitetne priprave na moči, koliko samozavestnejši so na koncu, a ne? Ko gre v duel, pa se odbijajo od njega. Zelo veliko pozitivnih faktorjev je, ne. S tem, da normalno glavni faktor je, ko smo po nekem takem zimskem obdobju fitnessa, je bilo pač vseeno to, da ko ti narediš testiranje in igralec, ki je že, ne vem, 7-8 let v rednem trenažnem procesu, pa ni bil izpostavljen treningu moči, ko pride na neko testiranje 20 metrov in v 20 metrih je za desetinko ali pa desetinko pa pol hitrejši, ne, normalno, da bo iz tega ven pridobil zelo veliko motiva, ne. Ob tem, da pridobiva na moči, tako kot si rekel, lažje dobiva duele, te prve 3 korake so mu bolj konkretni, hitreje jih lahko naredi. Vsaka sprememba smeri je enostavnejša. Ja, in kar je meni zelo zanimivo, je potem, da se tudi normalno igralec pridobiva na samozavesti, s tem dobiva tudi na samozavesti, kar se tiče moči podaj, natančnosti podaj, odnosa do soigralcev in zraven še te neke dodatne zmagovalne mentalitete mogoče, da s tem tudi dobiva, ne. Tako da, tisto, kar si ti meni rekel, ja, meni se je večinoma teh zadev, da če sem v jesenskem delu, ne vem, igral slabše ali pa sem bil v sredini ali pa v spodnjem delu lestvice, ne, sem večina vseh sezon, ki sem jih dobro delal v fitnessu, imel potem v spomladanskem delu zagotovo serije zmag, pa tudi drugače smo izgledali na igrišču. Jaz lahko čisto pač svoje osebno videnje tega predstavim, ko si nam ti v bistvu, si bil moj prvi trener, ko si nam predstavil neko sistematično delo v fitnessu oziroma na moči in koliko drugače, da rečem na nek način bolj profi smo se mi počutili, vsaj jaz osebno, po nekem takem ciklusu, ko smo dejansko delali nek cel režim in si videl, da to se zlagajo stvari skupaj, dejansko nekam pele, vidiš napredek, začneš zaupati v proces, začneš uživati v samem procesu razvoja. To, kar sva se včeraj tudi malo pogovarjala, ne, da mogoče pogrešamo včasih pri igralcih, sploh tule na začetku sezone, ko so priprave težke, pa je vse mučno, pa vsi bi sam jamrali,
malo tega navdušenja nad tem, da gradiš nekaj novega, da ne razvijaš nekaj in da je nek proces. In si tudi sam rekel, v bistvu, da velik del tega je, da pač morajo oni zaupati v to in imeti tudi izkušnjo tega, da to nekam pelje. Ne. Mi, ko se pač pogovarjamo o kako telo reagira, je definicija zelo preprosta. Telo pač želi preživeti. Telo ne razmišlja, zato tudi vemo, da če bomo se pač polenili, telo bo, ne vem, pa jemo veliko hrane, ne? Sploh, da ne govorimo o ogljikovih hidratih, obliki sladkorja, čipsa in vsega ostalega, ne? Bo telo zelo hitro se prilagodilo in bo začelo delati zaloge za hude dni, ne? In s tem bomo pridobivali pač na kilaži. Zdaj, glede na to, da hvala Bogu v Sloveniji imamo dosti dober ta standard ekonomski in je zelo malo, upam, da je tako, no, da je zelo malo lačnih ust, se tega mogoče niti ne zavedamo, kako zadeve izgledajo, ne. Ker telo v resnici ne potrebuje sploh neko, ki ni izpostavljeno velikemu trenažnemu procesu, veliko hrane. Mi jemo zato, ker smo navajeni bolj kot ne jesti. Pa ti to ponovno verjetno malo boljš veš. Mislim, da imamo tudi oba praktično izkušnja tega. Ne? Smo šla oba čez neko obdobje preizkušanja telesa brez hrane, postenja in tam hitro začneš razločevati med tem, kdaj si dejansko lačen, kdaj pa se ti lušta jesti, kdaj bi pa sem se malo pocartil. Tako, ja, da v bistvu ješ zaradi tega, ker si okrog tebe mogoče, ali pa zaradi tega, ker je ura takšna, da je lepo pač diši pa jesti, vse skupaj. Jaz tako se pravim, da malo se šalim včasih, ko rečem, dej preber si spet Heidi, ne, koliko je imela hrane na hribu gor pri stricu, ki je dobila kos sira pa kos kruha in to je bilo za cel dan. Vmes je pač pomolzla, še malo mleka si lahko, ampak to je bilo tudi to. Ne. Vse ostalo so bile neke godičevja pa tisto, kar je pač najdla v divjini. Ne. Pa če se spomnimo, takrat normalno potem ni bilo debelih ljudi, ne, pa tudi takšnih bolezni, ki jih danes poznamo, verjetno, ne, dobro, da nama zdaj zalutala predavč, ne. Na drugi strani pa, če govorimo o prilagajanju telesa, je pa normalno, če bomo mi veliko tekli, sicer verjetno v prvem tednu ne moremo pričakovati, da bomo lahko mi pretekli, to smo se že pogovarjali, 10 km, če prej nismo nikoli bili v nekem takem trenažnem procesu, ampak če bomo mi vztrajali v naslednje pol leta, bo nam dolžina 10 km postala precej lahko obvladljiva, ne. Kljub temu, da se nam zdi mogoče danes zelo, zelo težko. In telo se ves čas bo prilagajalo na dražljaje, ki jih bo dobivalo od zunaj, ne. Zato tudi mogoče lahko omenimo kajega Wim Hofa, ki ima tudi tako, da rad poudarja, da telo bi moralo ves čas biti izpostavljeno malce pa izven optimalnih pogojev, zaradi tega, da reagira, da dela, da se more prilagajati. Zelo podobno pač zadevo sem tudi zdaj bral tu noter v razponu, kjer tudi avtor pač skozi več drugih avtorjev ali pa drugih virov, ja, tako kot je bila gospa Roosevelt, ko je rekla, da človek mora biti vsak dan izpostavljen neki nepredvideni situaciji, zaradi tega, da se pač razvija, ali je to zdaj umsko, ali bo pa na koncu, se pravi, bomo telo postavili v neko situacijo, da bo napredovalo. In mislim, da ključno za vse nas, se pravi, in trenerje in igralce, mora biti to, da igralec se razume, da če bomo mi trenirali v določenem režimu, potem lahko pričakujemo pač takšen tudi rezultat. In to je zdaj tisto glavno, ko se mi pogovarjamo tudi z gosti, ko smo jih midva imela, ne, zakaj mogoče v tujini lahko, tako kot je pač Bojan Jokić rekel, zakaj v tujini lahko v višjem režimu tečejo, zaradi tega, ker je trening narejen v višjem tempu in v višjem režimu. Lahko je tudi krajši trening, ampak tisti treningi se pa počnejo pa praktično se šprinta cel trening. Tako da na tak način. Ja, tu imam jaz podoben pogled. Jaz sicer res mogoče ta del prilagajanja devam malo več poudarka na to, kar si rekel, mislim več poudarka, normalno se ukvarjam z prilagajanjem telesa, ampak tudi z vidika učenja, gibalnega učenja, da na ta način probaš telo in
možgane, živčni sistem izpostavljati ves čas nekim novim dražljajem, v bistvu nekim ugankam, ki jih morajo razreševati, in to je v bistvu tudi osnovna, primarna in evolucijska vloga živčnega sistema, da ves čas opazuje stvari okrog sebe in jih proba v neko logično celoto oziroma enoto združiti, zaradi tega, da lahko to stvar razume in se na njo čim boljše odzove. In je tu zelo pomembno v bistvu, da po eni strani daš telesu nek dražljaj, ki je drugačen zaradi tega, da se more prilagajati nanj, pa tudi umski izziv mora zraven biti, sploh v recimo športu, v nogometu, kjer vemo, ta nogometna inteligenca, dostikrat rečemo, je zelo pomembna, in to razlaga tudi v prvi športnem genu, a ne, kako v bistvu ta izpostavljenost situacijam, da si ti večkrat, ti igralci, ki so izkušeni in so videli več situacij, bodo znali nove situacije boljše prebrati, ker bodo imeli enostavno večjo podlago. Je pa druga stvar, ko sem jo tu mogoče mislil načeti, je to, da tako si rekel, tako bomo trenirali, tako bomo igrali. In zdaj je tu, smo se dostikrat tudi pogovarjali o tem, a zdaj če mi rabimo teči na tekmi recimo 10, 11, 12 km, a je zdaj dovolj, da mi gremo dejansko teči 10, 11, 12 km, pa naberemo kilometre, ali je vseeno pomembno, in mislim, da se tu oba dva dosti strinjama, da je pomembno, da tečemo na takšen, vsaj približno takšen način, kot bomo tekli na tekmi. To pomeni, da ne bomo mi tekli naravnost 11 km, ampak bomo teh 11 km naredili v različnih hitrostih, v različnih smereh, z različnimi dodatnimi nalogami, in je tu v bistvu naslednja faza teh priprav, ko smo se pogovarjali, torej igralci bi naj doma naredili, če se vrnemo zdaj v izhodišče, eno čisto osnovno, bazično pripravo, kjer samo rečemo kilometre naberejo v noge, potem ko pridejo v trenažni proces skupaj z ekipo, če ne že prej, bi bilo pa fajn, da v bistvu začnemo malo bolj specifično pripravo delati in da so ta gibanja veliko bolj nogometna, in to se normalno tako ali tako skozi nek proces normalnega treninga dogaja, ker imajo zraven žogo, ker imajo zraven soigralce in že morajo v bistvu spreminjati smer, opazovati gibanja drugih, spreminjati hitrost znotraj neke tehnične ali pa taktične naloge ali kakorkoli. In skozi proces priprav gremo torej iz te čisto osnovne, neke bazične priprave, gradimo vedno bolj v specifično pripravo, da smo na koncu res optimalni za šport, ki ga bomo izvajali, v tem primeru pač čisto za nogomet. In je pomembno razumeti, da ta spodnji del, torej baza, mora biti zelo trdna, da lahko pol pripravimo telo v špici, kolikor se da, da bo stabilno, a ne, da bo ta špica stabilna, da ne bomo gradili na ozkih temeljih, in zato tudi to, kar sva prej govorila, z vidika mladih športnikov je pomembno, po mojem, da si vzamemo več časa, ali pa z vidika nepripravljenih, netreniranih do zdaj športnikov na ta način več časa, da je ta baza res stabilna, in to je tisto, kar se tudi pogovarjamo, da mogoče je problem pri mlajših selekcijah zdaj, ker tega ne dobijo več mogoče toliko na ulici, ko pa so včasih, a ne. In smo vedno v precepu, a zdaj iti v neko specializacijo čim hitreje, ker ga moraš naučiti nogomet igrati, a hkrati se kot strokovnjaki zavedamo, da on nima osnovnih sposobnosti, ki bi podpirali njegov nogometni razvoj. Ja, jaz bi tu malo še dodal zraven. Glavni problem je, da ta ozka pa hitra specializacija pa pritisk pričakovanih rezultatov, žal tudi znotraj klubskih struktur, so prevelika, prehitro. To je moje osebno mnenje. To tudi ponovno, če se vrnem na razpon, knjiga se začne na eni strani Tigerom Woodsom, na drugi strani Rogerjem Federerjem, ki je normalno, Woods je še prednje hodu, je že začel vrteti palcev, pa je odbijal žogce za golf, dočim Federer je v tenis zašel pri 15 letih. Danes si je verjetno zelo težko predstavljati, da bi nekdo pri 15 letih potrkal k nam na klub, pa bi rekel, jaz bi pa nogomet igral. Večina klubov, sem prepričan, sploh tistih, ki so mogoče boljše organizirani, bojo rekli, ne veš kaj, fant, ne, ti si pa, ali pa punca, ne, ti si pa malo prepozno si se lotila zadeve, ne, si pa že vse zamudila, zdaj pa ne bo šlo, ne. Noben ne preveri mogoče motorično stanje, koliko je hiter, koliko je koordiniran ta otrok.
Ker če je nekdo... Jaz sem prepričan, da ti bi ga vprašal, s čim se je do zdaj ukvarjal. Jaz bi ga v vsakem primeru vzel zraven v nekem specifičnem načrtu, zato da bi razumel, da je pač zamudil določene tehnično-taktične vsebine, motorične pa vprašanje, če je zamudil. Ker če je nekdo treniral predtem judo, pa gimnastiko, pa atletiko, pa ne vem, še odbojko zraven, ima zelo velik nabor motoričnega znanja, pa tudi teh specifičnih znanj iz drugih športov, ki se potem bi mu lahko v novem športu prišle prav. Lažje se dejansko nauči novih veščin. To je pač to, s tem, da normalno, enemu takmu je potrebno tudi razložiti, da bo trajalo mogoče pol sezone ali pa sezono, da se bo privadil novih gibanj, da bo usvojil novo znanje in da bo včasih tudi mogoče kakšna nervozna od kajega soigralca ali pa starša prišla, ampak da bomo poskušali vse čim bolj miriti in nekam zapeljati. Jaz pač sem imel takega igralca tudi pri kadetih, ko mi je prišel v prvi sezoni, pa moram reči, da ko smo igrali te male igre ali igralne oblike, se je od 10 podaj, ko je on dobil, se je ena odbila njegovi ekipi nazaj, ampak v roku enega leta je bila pa največja ironija, da je on bil pač prvi timc, imel še zelo veliko prostora za napredovanje, bil je pa ekstremno hiter fant. Ampak je ponovno potem, jaz mislim, da so mu rekli ravno zaradi tega, ker je imel premalo tehničnega znanja v danem momentu, pri 16-17 letih, da pa mogoče bi šel nekam drugam. Zanemarili smo pa vse tisto, kar v nogometu danes šteje, to pa je, da je fant bil ekstremno hiter, pa da je lahko tudi ponavljal, kar pomeni, da če bi njega računal, da bo pri 23-24 dosegal nek vrh, je imel še absolutno 8 let lepega časa, da se razvije, pa da postane mogoče en zelo dober nogometaš. Tako da tu, jaz mislim, imamo Tu še ena stvar, ko smo tudi zadnjič se v bistvu pogovarjala, to zdaj recimo čisto z vidika si bolj predstavil tega fanta z vidika motoričnih sposobnosti. Sva se zadnjič pogovarjala recimo za dva tipa igralcev, da spremljamo mogoče nekoga, to kar se večkrat tudi menima, čisto z vidika neke tehnologije, nekih številk, in imaš igralca, ki je recimo sposoben redno preteči, ne vem, kilometer 200 na tekmo brez težav, in imaš drugega igralca, ki je komaj naredi 500-600 metrov tega visokohitrostnega teka. In si ti rekel, sam potem, če bi to gledali, bi bil ta prvi igralec, ko je sposoben več preteči v veliki hitrosti, na papirju veliko boljši igralec. Midva pa oba poznama igralca, o katerih sva se pogovarjala, in je ta drugi igralec naredil veliko boljšo kariero in tudi je po mnenju obeh oziroma več ljudi veliko boljši igralec. In tukaj je eno je čista motorična podlaga, gibalna, da si ti sposoben torej neke stvari ponavljati, ki ti prav pride sploh na nekih igralnih mestih. Normalno je pa druga velika komponenta, ki pa dela pol cel šport, nogomet, zanimiva, ta čist inteligenca, razumevanje, in tu pa je sigurno po eni strani pomembno, da ti imaš, tako smo se pogovarjali, izkušnje, in da si bil v čim več situacijah, oziroma da imaš tudi neko danost, da lažje sprocesiraš, kaj se okrog tebe dogaja. Tako da je sigurno stvar kompleksna, in zato je to toliko težko mogoče načrtovati neke priprave. Če se vrnem zdaj čisto na izhodiščno vprašanje, ko si me vprašal, koliko sem jaz bil zraven, lahko sedel in sodeloval pri ustvarjanju oziroma pri načrtovanju nekih priprav. Tako sem rekel, ta prvi del je sigurno bil ta, da smo že pred sezono igralce probali saj malo nadražiti, zato da niso prišli čist, da rečem, bosi v priprave, in potem ta prvi del, ki je vseeno veliko bolj poudarjen z vidika kondicijskega razvoja oziroma energetskega razvoja, sem sigurno lahko prispeval kar dosti tudi s svojimi mnenji, in pa v bistvu z nekim načrtovanjem, z izvajanjem določenega dela treninga. Sicer bi si sam vseeno mogoče v praksi želel še več tega, da še bolj lahko sedimo
po večini z trenerji in da lahko mnenja prosto potujejo, ker v praksi se dogaja to, da večina glavnih trenerjev v bistvu ima postavljen nek sistem, po katerem dela že vrsto let, tudi z tega vidika, ker so mogoče to starejši trenerji, ki izhajajo še iz časa, ko niso imeli pomočnikov, tako jih imajo danes na voljo. In so pač si bili primorani v bistvu sami postaviti nek model pripravljalnega obdobja, tudi z kondicijskega vidika. In jim je mogoče danes malo težko sprejemati, da pa lahko nekdo, ki je veliko mlajši od njih, ki ima mogoče manj izkušenj čisto praktičnih z pripravljalnimi obdobji in pa da neko koristno informacijo, nek drugačen pogled, mogoče neko stvar, tako ti večkrat rečeš, neko malenkost, na katero ti nisi pozoren, enostavno, ker se ne ubadaš toliko s tem, ker se ubadaš z drugimi stvarmi. In smo spet pri tistem, da v bistvu je dober trener danes tisti, ko zna menedžerirati v bistvu svoje pomočnike tudi, oziroma vso znanje, ki ga oni doprinašajo, in da je dovolj odprt za to. Saj jaz ne pravim, da bi jaz kot kondicijski trener želel določiti celotno pripravljalno obdobje, ravno zaradi tega, ker jaz pa nimam teh specifičnih znanj, da bom mogoče znal toliko dobro prepoznati igralca, ki je pa dober v nogometu, ki dobro razume nogomet kot ta igralec, ki je sposoben preteči 500 metrov napram onmu, ko je sposoben 1200. Mene bolj to fascinira, ko vidim nekoga, ko je sposoben ponavljati stvari, ko je hiter, ko je močen, ampak trener glavni, ki ima druga znanja, bo sigurno pa lahko rekel, to imaš prav, ampak ta igralec pa ne razume tega, kar mu jaz hočem predati, ali pa ni sposoben razumeti, ali pa ni sposoben izvajati tega tehnično, in zato jaz pravim, še vedno glavno besedo mora imeti normalno glavni trener, ker mi igramo nogomet, ampak znotraj tega je pa zelo pomembno, da bi mi sedeli vsaj tedensko, če ne vsakodnevno, in preverjali plan tistega dne, kaj se dela, in samo mogoče neke manjše popravke znotraj tega delali. Če imamo na voljo neke možnosti za spremljanje volumna, intenzivnosti in takih stvari, super, ker lahko pridem jaz tudi nasproti pol z nekimi povratnimi informacijami, veliko boljšimi, če ne, pa vsaj z deljenjem mnenj, kaj se nam zdi. Ja, mnenja, jaz mislim, da so ključna, bo pa ključno tisto, kar smo se tudi zadnjič z Prodanovićem pogovarjali, da monitoring samega treninga bo postal tudi ključen za to, da bomo lažje vedeli, kaj je nekaj smiselno in kaj ni smiselno, ker jaz lahko naredim neko igralno obliko, se midva tudi sedima pa rečemo, ok, to bo to, pa če nimaš ti kontrole, ne vem, skozi GPS sisteme ali pa ostale tisto, kar si želimo nadzirati, da dobimo resničen feedback, pa v bistvu, če ne bomo imeli tega zraven, bomo zelo težko zagotovo naredili določen napredek. Se pravi, vse ostalo je pač na nek občutek. Ja, meni se zdi, da smo, pa meni se zdi, da nismo, ampak na koncu je treba vseeno preveriti, a smo pretekli določeno količino, a smo naredili toliko pa toliko šprintov v določenem režimu, ali je to sam res pač nek naš občutek trenutnega stanja. Ja, združevati treba informacije, ki so objektivne, in pa normalno ta občutek, ko ga človek da, če ne bi pač lahko računalnik napisal priprave in bi to šlo skozi. Hotel sem mogoče tukaj te pol vprašati, vseeno imaš, koliko zdaj izkušenj že recimo s pripravljalnimi obdobji, 25 let. 25 let, ja. Koliko se je mogoče spremenil pogled, ali pa koliko si mogoče iz lastnih izkušenj kaj spreminjal, če si imel take primere, da recimo si imel v katerih obdobjih več poškodb zaradi recimo režima treninga, ki si ga uvajal v pripravljalnem obdobju, da si mogoče na začetku kariere recimo videl, da si delal drugače, pa si videl, da se to mogoče slabše obnese, pa si potem spreminjal, ali pa si kje vmes kaj zamenjal, ali si imel kakšne take mogoče tiste aha trenutke, to pa mogoče ni najboljš, ali pa bi bilo fajn spreminjati, ali pa da si se spraševal. Zdaj, ko se pogovarjamo o začetkih, če primerjam zdaj tisto, kar delamo pri mlajših kategorijah, ali pa smo delali pri mlajših kategorijah, bi zagotovo šel v en kup sprememb, predvsem iz tega vidika, da bi dodajal zraven kar druge športe, če tako rečem, zaradi tega, da bi dobivali nova motorična znanja, pa s tem več kontrole. Sicer še enkrat, v gimnaziji Šiška smo to počeli, normalno, zdaj, če so že oni bili enkrat na teden v gimnastični dvorani, pa ti računaš 4 leta, je to bilo po 50 tednov, zdaj so 200krat
delali razne premete, salte, prevale, naskoke, tudi na orodja so šli, se že dobivali drug občutek za kontrolo svojega lastnega telesa. Mi zdaj vemo, da tudi že s temi vajami aktivacije, ko jih delamo, ne, pred treningom, da po 3-4 mesecih že igralci določene gibe, ne samo znotraj aktivacije, ampak tudi znotraj samih nekih igralnih situacij ali pa igralnih oblik začnejo izvajati drugače, ne. Tako da vse šteje, ne. Kar se tiče samega tega mojega aha efekta, bom pa tako rekel, da ne vem, 15 let nazaj se je začelo več mogoče govoriti o fitnessu, pa več o treningu moči. In mene je to pač takrat zelo hitro pritegnilo, ker v tem obdobju smo mi klasično izvajali izključno repetitivno moč in pač vse, kar se je spreminjalo, je bilo to, da si šel iz prvega treninga, ko si imel režim 30-30, se pravi 30 sekund dela, 30 sekund pavze, pa od 12 do 15 postaj, kjer si pač ponovno zajemal generalno velike mišične skupine o kakih, ne vem, glutealnih mišicah, pa zadnjih ložah, pa rotatorjih smo se zelo malo pogovarjali, vse je bilo več ali manj usmerjeno, tako kot sem rekel, velike mišične skupine. Samega fitnessa pa ni bilo nobenega govora, ne, in tako, ko sem se jaz prvič srečal s tem, pa tudi naredil mogoče prvi sam test na sebi, ne, se pravi, greš za 4 tedne delati maso, narediš en teden pavze in iz tega potem greš v aktivacijo vsega skupaj, da potem, ko sem pridobil te 4 kile mišične mase, da sem pa v naslednjem mesecu pa pol izgubil 3 ali pa 3,5, ne. Ampak meni je bilo najbolj fascinantno to, da smo pa rečemo zadržali samo moč, ne, ki se je pa kasneje pol pokazala tudi na igrišču, ne. Tako da tudi s fanti, ko sem takrat štartal, je bila zadeva zelo podobna. Vse, kar sem pač potem ponovno ugotavljal, je, da če ti treniraš 14 dni, ne vem, po bodybuilding metodi, to je tam odpoved v 9 do 12 ponovitvi, smo mi delali takrat pa 3 serije, da v 3. tednu se je že telo toliko adaptiralo, da je skoraj ni bilo več napredka, ne. Ali pa ni bilo nekega efekta in da sem rečemo potem šel spremeniti to, da sem šel 14 dni piramide delati, ne. Kar je pa res pomenilo, da teh prve 4 tedne smo imeli zelo dolge treninge, bom rekel, do tega, da smo prihajali potem v te kombinacije velike kile pa eksplozivni gibi, to mogoče ti nam malo več razložil, kaj se dogaja znotraj mišične pa živčne strukture, da smo prihajali potem v 3 treninge še vedno med sezono, ne, da je bil, ne vem, uvodni trening, v ponedeljek smo delali celo telo, v sredo smo delali noge in v četrtek smo delali roke, ne, tako da smo ponovadi lovili, da smo noge delali po treningu hitrosti, ne. Moram reči, da se mi je pokazalo kot absolutno nič poškodb praktično, ne. A si ti to čisto sam izhajal iz nekih svoje logike, ali si se zgledoval po kaki literaturi, ali si pač probaval, pa kar bo šlo skozi bo? Nekaj iz literatur, nekaj pa tudi iz teh seminarjev, ki smo jih mi imeli. Ker takrat so informacije, predstavljam si, bile veliko bolj skope, kot pa danes. Ja, tako da pri nas je, rečemo, en kup zanimivih zadev je takrat v naše področje prinašal Komes, ki je bil kondicijski trener v Bayernu. Drugo pa, kakorkoli, je še vedno pač tu hrvaški del Kineziološkega inštituta je zelo močen, z Jukićem pa Milanovićem, tako da Jukić v tem obdobju mogoče malo prednjačil, predvsem iz vidika, da je zelo dobro nabiral informacije trenerjev, ki so delali takrat na Hrvaškem, ne, in so imeli, rečemo, dobre rezultate, ne. Tako da nam je bil predstavljen na enem seminarju ravno, se pravi, ta zadnji del, kaj se dela v tekmovalni sezoni, kaj dela, rečemo, Blanka Vlašič, ki pa vemo, da ima, mislim, da še vedno svetovni rekord v skoku v višino.
in da je ona, ne vem, če je skakala 2:09, pa ti pogledaš, kak trening je bil predstavljen, je bilo kar zanimivo. No. Tako da jaz sem tudi takoj, ko so bili ti prvi kongresi v Zagrebu, kondicijske priprave, v začetku so bili to dvodnevni, zdaj mislim, da na zadnjih nekih 2-3 si bil tudi ti, ne? Ja. So se potem razširili na 3 dni in je v bistvu prvi pa drugi dan so zdaj vse splošne kondicijske vsebine, od vojakov do, ne vem, vedno imajo neke goste iz NBA, pa se pravi, govorimo o trenerjih kondicijskih, da so zdaj prišli do tega, da je pa tretji dan je pa samo nogometu posvečen. Zdaj dostikrat se nam zdaj to pokrivali potem tudi z pripravami, ne, vedno ravno v teh obdobjih, ko smo mi kadeti mladinci, ko sem takrat bil, rečemo, trener, se nam je pokrival z pripravami, tako da sem potem iskal pač informacije od ljudi, kaj je novega, kaj se dogaja, ki so pa bili na teh seminarjih, ne. Tako da jaz sem potem zlagal iz enega znanja, pa drugega, pa tretjega, da sem potem neko svojo idejo dobil, ker normalno, ponovno, če ti gledaš, kjer mišične skupine potrebuje, ne vem, tekmovalec v skoku v višino, ko sem prej rekel, ne bo isto kot pa to, kar delamo mi, ne. Sem bil pa vmes tudi mogoče še vključen zraven takrat v ta TMG sistem, se pravi tenziografije, ne, kjer se pač meri na bazi električnega impulza, ki se ga pošlje v mišico, hitrost mišice, debelina odklona, se pravi, koliko ima velik trebuh ta mišica. To so pač slovenski produkt, zdaj ne vem točno, kdo je si izmislil ali znašel zadevo, vem samo, da pač zadeva je v tistem obdobju bila zelo zanimiva. Mislim, da v Sloveniji sta ena 2 kluba sicer to samo uporabljala, je pa bilo zanimivo, da so pa uporabljali, ne vem, AC Milan takrat, ko je bil to na vrhu, ne, da so uporabljali te TMG na eni strani testiranja, na drugi strani so pa iz tega sistema so potem tudi razvijali določene vaje, ki sem jih jaz mogoče spet na nekaj sem pobral, se pravi neko vsebino in si jo prilagodil, kar se tiče števila ponovitev, pa serij na tisto, kar sem jaz izvajal. No. Hotel sem samo to reči, da če smo se pogovarjali, da smo v pripravljalnem obdobju ali pa v unih prvih 4 tednih lahko imel trening v fitnessu po 2 ure pa pol, ne, smo prišli v tekmovalno obdobje, kjer je pa bil trening, ne vem, z ogrevanjem vred pol ure. Ne. Se pravi, sam ta aktivacijski del traja 10 do 15 minut, je pa res, da pa lahko prideš do tega in potem to držiš v sezoni, mora pa igralec narediti vse tisto, kar smo prej naredili. Pa prehajamo lahko v precej težke poškodbe. Ja, se to je enako z vidika ostalih motoričnih sposobnosti, sploh vzdržljivosti. Ne moreš prej toliko pa toliko volumna narediti, zato da lahko potem v sezoni zdržiš vse, kar je. Kar se TMG-ja tiče, sem jaz dejansko nekaj časa celo sodeloval zraven v NK Bravo, so takrat imeli napravo in sem tudi neke meritve izvajal. Je pa dejstvo, da je takrat bilo ravno to obdobje, ko sem jaz tudi potem diplomo pisal, zdaj ne vem, je bilo to malo prej ali mislim, da je bilo malo zatem, ko se je ravno ta shift začel delati, v bistvu TMG je zelo še temeljil na tem poudarjanju individualne mišice, koliko je ona hitra, koliko je ona močna. Ravno v tem obdobju je pa že začela v bistvu prihajati ta neka malo drugačen pogled mogoče, kjer so se te mišice začele združevati v že neke gibalne vzorce ali pa v kinetične verige. Danes se to še bolj v bistvu celostno gleda skozi neke fascije, smo že sem prišli, da v bistvu na nek način premik palca na nogi vpliva na kontraramo gora, ker se skozi fascijo v bistvu prenaša ta sila čez celo telo in je kar hiter, jaz mislim, da tu pol malo zanihalo. Normalno vsako orodje, ko ga imaš, ga lahko uporabiš, ampak ni pa tisto, da bo zaključilo vse. To sem samo glede recimo TMG. Ja, sej, ne da hočem kako reklamo delati TMG, ampak pokazali so se kar en kup dobrih stvari, predvsem ko so gledali, ne vem, razmerja spredaj, zadaj ali pa levo, desno, ne vem, če si ti imel
kvadriceps, ne vem, lateralno glavo na levi nogi, precej počasnejši kot na desni nogi, ti je lahko to že pomenilo tudi, da boš verjetno počasnejši v samem teku ali pa da ne izkoriščaš optimalno nekega gibalnega vzorca lahko, ne. Je pa res, da na drugi strani pa, ko se pač tako zdaj pogovarjamo spet, sem pa jaz tudi, ko sem kupil knjigo pa prebral ta movement, kjer Gray Cook govori o gibalnih vzorcih. No, zato sem prej omenil diplomo, ker sem jaz v bistvu diplomiral na podlagi tega. FMS testiranja, ne, pa tam zelo lepo pač pove, ne, da so v nekem, ko so testirali mišične skupine, pa koliko hiter impuls potuje ali pa reagira potem mišica na impuls, ne, se je pa pokazalo, da po nekem zvitem gležnju 3 tedne zatem je, če je imel pač tekmovalec zvit lev gležnj, je desna glutealna mišica začela zamujati za 1/10 praktično v tem, da stisne, kar pomeni, da moraš celoten motorični program obnoviti in tam tudi je bila ena od teh stvari, ko se midva pogovarjamo zdaj o poškodbah in vsem ostalem, da če pač poudarja, da če ti ne obnoviš motoričnega programa ali pa ga ne resetiraš, ne, je zelo velika verjetnost, da se ti bo poškodba ponovila, ne, kar se pa žal dostikrat pač v športu dogaja, ne, da igralec eno in isto ali pa tekmovalec eno in isto poškodbo ponavlja, ki mu pa potem prehaja v neko kronično. Ali pa se ta poškodba v bistvu prenaša na različne segmente. Iz gležnja normalno takoj vpliva na koleno, koleno vpliva na kolki, naprej po hrbtenici in lahko iz poškodbe, tako si rekel, levega gležnja pride do poškodbe desnega kolena. Skoraj da vedno velja v teh neko pravilo, da tam, kjer se v bistvu neka disfunkcija kaže, ni vzrok glavni, ni tisto mesto, kjer se te glavne težave dogajajo. In jaz mislim, da še danes pač se v bistvu vsa ta recimo neka terapevtska, fizioterapevtska, rehabilitacijska, preventivna srednja usmerja na to, kako, tako si rekel, resetirati gibalni vzorec, ga zoptimizirati, torej malo bolj celostno mogoče pogledati. Sigurno pa jaz se tu čisto strinjam, zelo veliko so dala taka orodja, ko je recimo TMG, ker so nam pridodala neko razumevanje, mi smo lahko v detajle malenkost bolj pogledali pa izolirano neke stvari in jih potem normalno tudi lažje vkomponiraš v celoten sistem in ga boljše razumeš, tako da sigurno je to zelo pomembno in potrebno, ampak se pravim, je takrat glih ta shift naredil, tako da jaz nisem dolgo v TMG ostal, me je tudi Paul Cook bolj potegnil z movementom in sem bolj iz tega izhajal in še danes mogoče bolj v to grem. Hotel sem še dodati, oziroma ti repliko dati, ko si rekel, da ste včasih delali v bistvu, na kak način ste delali fitness. Danes se recimo je zelo, da rečem, popularna oziroma se veliko uporablja metoda v fitnessu, kjer ti na isti dan hkrati razvijaš več motoričnih oziroma več oblik moči, da tako rečem. Torej ta conjugate metod oziroma, da rečemo, združena metoda, kjer v bistvu ti lahko razvijaš, ti imaš neko vodilno vajo ali pa vodilni par vaj, recimo, če rečemo zdaj boš delal mrtvi dvig in pa recimo zgibe, oziroma vertikalni potek zgornjega dela telesa, ali pa nek push-pull, in sta ti to vodilni vaj za tisti dan in boš recimo ti se odločil, da danes bom delal maksimalno moč na teh 2 vajah, narediš, ne vem, primer 6x po 3 serije z res neko 85-90-95% maksimalne teže in potem boš zatem ti šel v bistvu delati ta auxiliary work oziroma pomožne vaje, prek katerih boš pa probal ali neke nesorazmerja v bistvu zmanjševati oziroma delal celo hipertrofijo. Torej boš takoj zatem ti šel recimo potem, ko si delal 6 serij po 3 ponovitve mrtvega dviga, boš šel ti pa v recimo 4x po 8 izpadnih korakov, kjer boš pa ti iste mišične skupine, torej zadnjo ložo, gluteuse, hrbet, obremenil na drugačen način in dal še malo stimulusa, da pa mišica še vseeno zraste. In se v bistvu dosti uporablja ta metoda
da ti 2-3 na teden v bistvu delaš mešano praktično znotraj vsakega treninga boš ti delal vaje z višjim številom ponovitev, tako bi rekel neko bodybuilding metodo ali pa klasično hipertrofijo. Tiste vodilne vaje se bodo pa razlikovale. Enkrat boš delal recimo maksimalno moč, drugič boš delal hitrost, torej z nekimi, oziroma eksplozivno z nekimi nižjimi bremeni, tam do 40, 50, 60% maksimalne teže in boš delal hitre ponovitve. Enkrat boš pa mogoče delal neko to umestno varianto, recimo 5x5 ali pa 4x6, ko je pa v bistvu neka sila, razvoj sile. V bistvu prijemo spet do tega, da ne dovolimo mišici, da se poleni, ne? Ali pa da se preveč privadi, ves čas iščemo nek nov držlaj. Ne? Tako, točno to je. Ker zdaj, ko si tole govoril, sem začel razmišljati, da slišim, da kar neki se jih zdaj igralcev lotilo tudi, ne vem, da zraven trenirajo crossfit ali pa kaj podobnega. Ne? Jaz na vse skupaj, ne, bi edino eno stvar bi pozoril v tem treningu moči. Ne. V primeru, da bomo delali samo hipertrofijo, da bomo samo povečevali mišično maso, bomo zagotovo nazadovali, to je pač moje mnenje, skoraj zagotovo nazadovali v igri nogometa. Ne. Nujno je tu znotraj tega, se pravi, aktivirati mišice, jih pripraviti, da bojo lahko hitro delovale, pa zagotovo moramo paziti, da te mišice res na koncu ne bojo prevelike. Ne. Zato sem tudi prej poudaril, ne, če smo mi naredili 4 kg mase, smo mi do prvenstva morali vsaj 3 dati dol, če ne 3,5. Ne. Tako da, ampak smo pa lahko, meni je pač zanimivo samo to, da kljub temu, da mišica ni imela toliko velik presek, da je še vedno lahko zadržala veliko moč. Ne. Ker če smo mi delali, ne vem, v kletki enonožni počep, pa smo na začetku igralci komi delali z 10 kilami, ne, moramo vedeti, da smo, pa to govorimo, rečemo o 10 ponovitvah, ne, so v sezoni potem, sicer niso delali tako velikega števila ponovitev, ampak če bi gledali, da so lahko delali po 2-3 ponovitve z 80-90 kilami, bi zagotovo z lahkoto delali 50 kil 10 ponovitev. Kar pomeni, da kljub temu, da smo mi zmanjšali obseg mišice, smo pa moč v bistvu zadržali, kar je meni bilo tisto, kar me je prepričalo, zakaj je fitness no. Če iz tega izhajam, s tem, da se še enkrat, ko ti vidiš, koliko je igralec hitrejši, koliko hitreje se ustavlja, koliko hitreje spreminja smer, je na koncu tudi normalno, ko bo ta mišica udarila žogo, ne, če bomo govorili o dolgih podajah, ne, če je prej letela 35 metrov po zraku, bo zdaj zagotovo letela 45 do 50 metrov. Ne. Zdaj tu je kar par stvari si izpostavil. Recimo ena stvar je, normalno vsak igralec, ko mene vpraša, noben me ne vpraša, kako bi jaz postal, kako bi dobil večjo mišico ali pa kako bi postal močnejši, ampak vsak mi reče, imaš kakšne vaje, da bom hitrejši pa eksplozivnejši. In jaz vedno jih moram usmeriti nazaj. To je cel proces, ni to zdaj, da ti bom jaz dal 3-4 vaje, pa boš ti zaradi tega eksplozivnejši. In čista neka linearna periodizacija, klasična za razvoj moči, je pač ta, da imaš ti najprej 2 do 3 mesece hipertrofije, potem prehajaš v trening moči oziroma neke aktivacije in na koncu maksimalna moč oziroma eksplozivna moč. Da ti pripelješ v bistvu tisto mišično maso, ko si jo zgradil, jo preživčiš, jo boljše uživčiš in jo naučiš čim hitreje izvajati gibanja. In potem po celem tem procesu boš ti začel znova, enak proces načeloma. In tukaj recimo, če gledamo neko generalno populacijo ljudi, ko hodijo v fitness, večinoma ostanejo v tem prvem delu. Ljudje bojo hodili 20-25 let v fitness, delali iste vaje, 3x po 12 ponovitev ciklali. In zaradi tega ni dolgoročnega napredka, ker pač niso naredili potem tega. Dražljaj ostaja enak, telo se na njega navadi in ti lahko delaš ves čas enako. Če hočeš ti dodatni dražljaj, boš mogel ali povečati volumen ali pa povečati intenzivnost treninga, to je pač dejstvo. In mi kot športniki normalno hočeš iti v večjo intenzivnost zaradi tega, da bo ta mišica sposobna hitreje stvari delati. In to ti je ključno na koncu. In je to z tega vidika zelo pomembno, da znamo mi zapeljati cel proces. In ta mišica, ko si ti rekel, ko tudi
čeprav je se njen presek zmanjšal, ostane močno oživčena oziroma je ta motorični vzorec potem tako močen, da lahko z manjšim presekom mišica več naredi, kot pa prej, mogoče z večjim presekom. Ne. In sploh, če to ponavljaš več pripravljalnih obdobij zapored, pa lahko konstantno nadgrajuješ to, kar si dobil. Je pa dejstvo, da da mi pač treniramo nogomet in ko bo šel ti v specifičen trening nogometa, kjer se pač na trening prelaufa 5, 6, 7 kilometrov, normalno, da bo mišica izgubila svoj presek, ker pač to ni njena funkcija, ni optimalno za telo, da nosi toliko mase okrog, ne, in bi se telo kvečjemu poškodovalo. In normalno, da se bo del te mase stopil oziroma izgubil, ampak na račun učinkovitosti telesa. Ne. Ključno je, tako si rekel, da mišica ostane močna kljub recimo manjšemu preseku, da je tisto, kar je bolj optimalno izkoriščeno. Pa še ena stvar, ne gre tu samo za to, da si na koncu hitrejši, močnejši v duelu, pa da lahko močneje udari žogo oziroma pač lažje, močneje udari žogo, kakorkoli. Gre se tudi za to, da boš ti imel manjšo možnost poškodbe, enostavno, ker lažje nadzoruješ težo svojega telesa, spet lažje tiste sile, ki jih razvijaš, čeprav so večje, bodo relativno vseeno ostale manjše na telo, in na vse sklepe, in vadba za moč je najboljša preventiva, kar je, to tudi študije kažejo. Če primerjaš ti vadbo za moč, pa vadbo za gibljivost, pa ne vem, vadbo za vzdržljivost, pa ne vem kaj še vse, vadba za moč v kombinaciji seveda z ostalimi stvarmi, ampak če gledaš samo posamezne metode, vadba za moč je daleč najbolj učinkovita za preventivo pred poškodbami, in to je pač dejstvo. No, tu bi jaz edino to dodal zraven, da ko smo se pogovarjali o prejšnji oddaji, je Srdjan pa tista se malo pogovarjala o tem, da ali trening fitnessa po tekmi ali pa po neki treningu hitrosti, ne, da je dost naporno za mogoče ne toliko za mišico, kakor za živčni sistem. Ne. Jaz bi tu sam pač mogoče rekel, ne, da za moje izkušnje, ne, da za nekoga, ki je bil uveden, pa ko mu je bilo to del samega procesa, ne, ni nikoli bilo problem. Prav tisti igralci, ko so se enkrat navadili tega, ne, so prav želeli ponovno iti v to. Ne. In so tudi v bistvu mi dajali nazaj povratno informacijo, da so se hitreje regenerirali. Ne. Se pravi, po nekem napornem treningu ali pa po tekmi so v bistvu, ker če spet razmišljamo zelo preprosto, ne, odigral je tekmo, ne vem, v soboto, nedeljo je imel pauzo, v ponedeljek zjutraj mi je prišel v fitness, vemo, kakšni so ponavadi v ponedeljki na treningu, ne, da 3/4 treninga je včasih boljše, da stran gledaš, ker se ne morejo še sestaviti, ne. Ampak da ko so ti igralci prihajali zjutraj, rečemo, ker smo to imeli pač dosti zgodaj zjutraj treninge, v fitness, sicer so bili res vsi polomljeni, ne, ampak po teh, ne vem, 35-40 minutah, ko smo jih v ponedeljek potrebovali, da smo trening naredili, so v torek vsi že bili tako, že popoldne so rekli, da so se zelo dobro počutili, ampak naslednji dan je bilo pa, kot da so se obnovili. Tako da, s tem, da bi tu še edino rekel, ne, da mi nismo samo gonili v teži, ne, ampak je bilo znotraj tudi absolutno valčkanje, pa raztezanje, pa se pravi, smo že jutranji ritual, da smo pognali kri po moje po telesu, pa s tem malo razširili žile, pa tiste odplake, ko jih je bilo treba spraviti iz celic ven, smo že zjutraj naredili in verjetno ni bilo pač lažje kot pa ostalim, ker je to telo v pulzu 50 zelo počas delalo. To je zelo dobro, ja, da si to omenil. Sigurno, tako smo se prej pogovarjali, ena stvar je tu, da igralec, ko je navajen nekega režima, tako sva rekla, na kak način treniraš, to se bo telo zelo hitro odzvalo in navadilo na ta dražljaj, in ko ti nekoga uvedeš v to, mu enostavno ne predstavlja več neke težave. Bi pa moral recimo pri večini riskirati ta del, eno obdobje, kjer bi se mogli na to navaditi. To je čist z tega vidika. Druga zadeva, ko se mi zdi pa super pač tu, da si omenil, je ta, da so ti igralci bili v bistvu tudi psihološko toliko, da
da so se spravili naprej, da so pustili tisto tekmo za sabo in so se verjetno veliko lažje osredotočali na stvari, ki prihajajo naprej. Da ne ostaje sploh mogoče po tekmah, ki si izgubil, vse po tekmah, ko si jih zmagal, ponovadi ni problem z regeneracijo in s temi stvarmi. Problem je takrat, ko si izgubil. In takrat iti čez to, pridejo igralci na nek način že zjamrani na trening, ker pač smo izgubili pa bla bla. Ti igralci so pa v bistvu že imeli nov, ker so zaupali v proces. To je zelo pomembno. In so imeli že novo motivacijo in so se že osredotočali, se je bila tekma, ampak jaz imam danes spet nov trening, na katerem bom malo napredoval in s tem že delajo pripravo na naslednjo tekmo. Ker recimo tudi, ko so, metode regeneracije v bistvu primerjali, a je boljš pasivna ali aktivna metoda regeneracije, zelo redko so bile velike razlike, čist fiziološko. Odplakneš neke snovi pa to, ampak na koncu, torej igralec, ki je ležal recimo po tekmi doma ali pa tisto, ko je šel odteč naslednji dan 15 minut pa se je malo povalčkal, niso bile spet fiziološko z vidika vnetnih faktorjev toliko velike razlike, so pa bile zelo velike razlike v počutju, v njihovem dojemanju, od zakasnjene mišične bolečine, torej muskelfibra, do same utrujenosti, do motiviranosti za napredek in se mi zdi, ta faktor je zelo velik pri regeneraciji, da ti pustiš stvar za sabo in greš naprej. Ker jaz bi še mogoče rekel, zakaj smo mi to res po zimi delali, bi mogoče moral to prej povedati. Zaradi tega, ker ko mi smo štartali s tem in ko ti igralcu poveš, da se naslednji dan verjetno ne bo mogel na školjko usesti ali pa da ne bo mogel po stopnicah gor hoditi, si pač marsikdo misli tako, kaj boš pretiravaš, In tudi moram reči, da tu igralci, ki so mi prihajali, ki so že igrali v tujini, pa rečemo še ni bila tako velika praksa, da bi se toliko veliko delalo poudarka na gluteusu pa na zadnji loži, so mi isto rekli, pač jaz sem profi, treniram 2krat na dan, kaj biš meni te zdaj govoril, Smo pa dobivali pol, nisem se mogel vstati pa iti do budilke, ki je bila 2 metra pa pol stran od mene, ki me je toliko red bolela, ampak to je nek proces, ko ponovno mi moramo dati čez, je pa spet ta del, da zadnja stegenska mišica v hoji praktično je ne uporabljamo jo lahko samo pol v nekem teku ali pa v šprintu, zato tudi je v bistvu toliko izpostavljena samim tem poškodbam in ostalim stvarem, in če je ne bomo zaščitili, tako kot si ti rekel, mislim, da je to pač tudi zelo pomembno. Je pa normalno, da v tem obdobju, ko ti nekoga toliko unameš, toliko močno vnetno stanje ali pa toliko se potrgajo mišice v tem procesu, ko oni niso navajeni, da tako res, dokler ne izkušiš te bolečine, kako se je težko usesti na školjko pa vstati iz postelje ven, si sploh ne more nekdo predstavljati in da je takrat tudi zelo težko karkoli v obliki teka izvajati ali karkoli in da potrebuje pač igralec, ki je izpostavljen takemu načinu treniranja, tako 14 dni do 3 tedne, da se telo ponovno privadi, potem pa praktično lahko normalno vzporedno trenira. Zato mislim, da je pač zimsko obdobje zame precej bolj primerno, ker imamo precej več časa, da si lahko to privoščimo. Jaz tu sam še to dodam, mogoče, da ko me ti večkrat zajebavaš, ti si previden, boš mi vedno eno serijo vzel ven, sploh v teh mogoče začetnih delih ravno zaradi tega, ker lahko rečemo mogoče, da probam ujčkati igralce, po drugi strani pa in probam vplivati tudi na to, da niso, kako bi rekel, da jih ne demotiviraš preveč s tem, ko jih ubiješ na začetku, pa ne more hoditi, čeprav in imajo radi to dejansko, da čutijo ta učinek treninga, ampak bom vedno mogoče sploh v prvih teh treningih malenkost vzel 20% stran, pa jih še vedno lahko nadoknadim pol čez 3-4 treninge, ko je mišica že vseeno malo bolj pripravljena, pa ne bojo toliko tega rukerja čutili. Tako da probam v bistvu tudi na to malo gledati. Mogoče sem tega tudi navajen, ker sem delal tudi s splošno populacijo dosti in tam pa, ko ti nekdo pride za to, da bi se pač dejansko v redu počutil, pa če ga ti zlomiš na prvih treningih, je marsikdo, to so tudi srednja ali pa starejša generacija, bo rekel, jaz ne grem več temu človeku, ubil me, in sem se mogoče tudi tam navadil, da mogoče malo bolj na easy začnem, pa pol hitro prideš do istega nivoja, tako da
edino to, ampak normalno, more pa biti. Dejstvo je, da. Če ne bo Ja. bolečine, ne bo napredka, to moramo vedeti. Ne. Dejstvo je. Tako Ok. da, kanace, imamo Super. dost. Jaz mislim, da smo lepo obdelali spet en del, oziroma malo podebatirali, se nekega težkega plana niti nismo imeli. Lahko pa kdo kaj vpraša, če Ja. ima kakšne podvprašanja glede moči, pa bomo probali. Ja, bomo zelo veseli. Ali pa kakšno idejo za kakšno temo, ko bi jo radi, mogoče malo bolj, da predebatiramo, z veseljem se dobivate tukaj večkrat, pa sama malo podebatiramo. Tako da. Hvala, Igor, za prijetno uro, pa še nekaj, a ne? Pa bomo odpiskali. Točno to bomo odpiskali. Hvala. Srečno. Se vidimo. Adijo. Igor in Nace se vsem zahvaljujeva za poslušanje in vas seveda vabiva k poslušanju vseh naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Podcastu, Apple Castu, TuneIn, YouTube in sproti dodajamo tudi še druge platforme. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo in prosimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In pa seveda spremljajte nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Seveda bova zelo vesela tudi vseh delitev te in ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in pa povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji teden, do takrat pa uživajte in lep pozdrav vsem.